Lepo pozdravljeni v astrološki oddaji. 10. februarja vstopamo v kitajsko leto kače. Letošnja kača bo pod vladavino elementa vode. Tako bo leto 2013 od tega meseca dalje preplavljeno z emocijami, modrostjo in intuicijo. Kača bo v vas spodbujala iznajdljivost in premišljenost, predvsem pri investicijah, a vas bo tudi hkrati branila pred naivnostjo in hitrimi, nepremišljenimi odločitvami. V tem mesecu pa imamo še en pomemben astrološki pojav, in sicer se planet komunikacije Merkur obrne v retrogradno gibanje, kjer bo v znamenju Rib vse do 17. marca. Vsa komunikacija bo sočutna, nežna, razumevajoča, imeli bomo tudi veliko potrebo po učenju, več o tem pa nam bo povedal moj gost Tane Padežnik. Pozdravljeni. Gospod Padežnik, kakšen bo torej mesec februar? Smejem se zaradi tega, ker bo tudi veliko zmede, predvsem pri gibljivih znamenjih, torej Ribi, Dvojčka, Devica, Strelec. Planet Mars bo namreč ravno v februarju stopil 2.2. v znamenje Ribi in bo povzročal čustveno zmedo v organizaciji dela, življenja in vsega. Seveda bo v dobrem aspektu s Saturnom prvih 15 dni, kar je dobro za urejanje raznih družinskih, nepremičninskih in podobnih zadev, ampak kot rečeno, čustvena zmeda pomeni, da nezadovoljstva in evforija se bodo prepletali in se mešali, hkrati se bo nekaterim, predvsem ženskam, pojavljala še neka dodatna vzporedna ljubezen, hrepenenja, torej dogajalo se bo marsikateri ženski, da bo se čustveno navezovala še na koga drugega, na alternativnega ljubimca, partnerja, zato pazite, drage gospe, da ne bo prehudo. Prevelika gužva. Ja, prevelika gneča. Hkrati bo Venera od 2.2. dalje do 27. februarja v dobrem aspektu na vsa zračna in ognjena znamenja. Prvih 6 dni od 2.2. dalje bo sijajen, čudovit aspekt za nova poznanstva, prijateljstva, druženja, ljubezni se bodo krepile v harmoniji z Uranom, čudovit Y aspekt bo omogočal tudi torej, kakšen dodatni zaslužek, srečo na igrah, pri igrah na srečo in podobno, odlično za potovanja takrat, torej vse pred svetim Valentinom. To je tole, Saturn, Pluton bosta v zamenjanih vlogah, kar pomeni, da bodo morali Kozorogi in Škorpijoni misliti na to, da bo potrebno v njihovem življenju kaj zamenjati, narediti kakšne rošade, bodisi glede življenjskega sloga, način življenja, mogoče bo treba spremeniti, bolj poskrbeti za zdravje. Nekateri se bodo selili ravno v tem času, zamenjali službo in podobno. Ko pa bo Merkur se začel ustavljati od sredine februarja naprej in postal retrograden, bo to prinašalo tudi še drugačno zmedo, komunikacijsko zmedo, zato bodite na to pripravljeni, imejte alternativne rešitve, tako v zasebnem življenju kot v poslu, na raznih poteh, kot pri dopisovanju, torej komunikaciji, urejanju raznih dokumentov, papirjev. Računalniki bodo malo ponagajali, mediji, tiskani in elektronski prav tako bodo imeli neke zmede. In katera znamenja bodo imela največ težav? Merkurijanska znamenja, Devica in Dvojčka, čutili bomo pa tako ali tako vsi. Tako da to je vedno. Merkur je v znamenju Ribi v najšibkejši poziciji in Merkur vpliva na vse vrste komunikacije, trženje, trgovine, promet, pošiljanje sporočil in prejemanje in tako dalje, pošiljke in podobno. Torej moramo biti bolj... Bodimo bolj zbrani, ja, nujno je to poudariti. Bodimo povsod, karkoli že počnemo, bolj zbrani, bolj strpni, bolj potrpežljivi,
ker glejte, že na začetku bo Mars v konjunkciji z Neptunom, že to bo povzročalo, na začetku prvem tednu februarja bo povzročalo neke zablode, neke nejasnosti, celo zavajanja, laži. No in potem pa bosta proti koncu februarja prišla pa še Merkur in Mars, preblizu skupaj, tako da bo trpelo zdravje, živci, prehladi bodo, možni so zdrsi, nezgode, nesreče, vse, kar je neprijetnega, hkrati pa, ker bodo tisti ugodni aspekti, ko sem rekel, Merkur-Saturn, oziroma Mars-Saturn, tudi oba planeta, je vendarle to za marsikaj dobro. Še nekaj moramo poudariti. 26. februarja pa postane Venera prvič letos v luninem letu in letu kače izjemno močna, tja do koledarske pomladi. Ta čas pa izkoristite najprej predvsem vodna znamenja in zemeljska znamenja, še posebno ribi, rak, škorpijon, rojeni v prvih 10 dnevih. Izkoristite za same lepe stvari, zato da boste pripravili kakšno romantično sceno, romantično situacijo, izrazili ljubezenska čustva partnerju ali tistemu, ki ga osvajate. To je tudi dobro za preživljanje prostega časa in druženja z otroki, a tudi za dodaten vir zaslužka, tudi kakšni dobitki se bodo pojavili za poskušanje novih jedi, okusnih in make-upa, skratka kozmetike in podobno. Kaj pa še recimo zdaj, če se dotakneva, prihajamo v kitajsko leto kače, še mogoče kakšno besedo? Kača prinaša veliko sreče, modrosti, zato če se le da, imejte, nosite pri sebi talisman kače, se pravi kakšen emblem, kakšen izdelek, kakšen, ne vem, recimo broško ali kaj drugega znamenja kače. Kača na splošno tistim, ki želijo biti podjetni in se trudijo, prinaša več priložnosti za posle, za več dela, službo, prinaša tudi možnosti za večje dobitke, večji zaslužek. In še ne smemo pozabiti, da kača torej vpliva na modrost, povečanje modrosti, oziroma da se učimo stvari, ki nam pomagajo pri modrosti, pomaga tudi pri zdravju, torej počnimo, jejmo, živimo, tako da bo čim bolj zdravo, da bomo čim bolj zdravi. Kača bdi tudi nad določenimi zakladi, tako kot zmaj, in tak zaklad v Sloveniji je zemlja, poleg seveda tudi rastlinstva in gozdov. Če bi lansko leto morali začeti bolj, ne vem, recimo izkoriščati lesno bogastvo, letos moramo s tem nadaljevati. Seveda moramo v letošnjem letu še bolj, še večji meri, še večjih razsežnostih pridelovati svoje pridelke, skrbeti za samooskrbo. Torej, le pogumno na vrtičke, na njive in pridelujmo si sami zdravo hrano. Mogoče še zadnje vprašanje, čisto na hitro, kaj se bo kaj dogajalo na političnem parketu, a tukaj februarja meseca lahko kaj pričakujemo? Pričakujemo spremembe, preobrate. Mars bo šel v pozicijo na predsednika vlade, ki je v znamenju Device rojen, in tu seveda bo imel veliko nasprotnikov, ki se bodo začeli pač nujno bo nekako povezovati. Tako da, če pogledamo še naprej in tako dalje. Skratka, ja, neke nove povezave, koalicije naj bi se vzpostavile vendarle v februarju. Pričakujemo lahko kakšne nove obraze? Nove obraze, Venera v Vodnarju prinaša nove obraze, harmoniji z Jupitrom, ali pa kakšne prenovljene. Prav veliko novosti pa jaz ne bi pričakoval. V mesecu februarju. Ja, tako. Mogoče še vreme, pričakujemo kakšno snežno pošiljko še? V vsakem primeru veliko moče, bodisi zaradi tajanja snega, pa tudi padavine. Padavine, nekaj snega, ja, lahko pričakujemo v času prazne lune 10. februarja, ko se bo začelo novo kitajsko leto, to je 5 dni prej
In še zatem prav toliko ob vsakokratni prazni in polni luni, tistih dnevih prej, prihaja do spremembe vremena. Torej, če bo prej kolikor toliko lepo vreme, se bo potem spreobrnilo, oblačno, tudi sneženo, deževno in enako tam okoli 25. februarja in nekaj dni prej in zatem, ko bodo zimske počitnice. Tako da zima se še ni poslovila, ampak vendarle se lahko že veselimo pomladi, ker bojo ptički se začeli ženiti 14. Ljubite se med seboj in si izražajte to svojo naklonjenost in ljubezen tudi z znaki kače. Dobro, pa končava s temi lepimi besedami. Najlepša hvala. Hvala vam za povabilo. Dragi gledalci in gledalke, hvala lepa za vašo pozornost. Lepo se imejte in nasvidenje.